Oh, fuck. Do you want to go somewhere we've never been before? Yeah. Okay, that should be fun. Should be better, right? Yeah, better. Je začel malo veter pihat, pa sem je moral moja kapa dati. Malo smešno zgleda. How do you like your hat? Little. Is it too big for you? Ok, sprehod sta malo mim, tako da je čas, da se grem jaz s tem avtom malo zapeljat in valjda povedati tudi 5 sladkih, 3 kisle. Tisto štorijo, ki mi je pa lovc s puško zagrozil, bom pa res spustil, a prav. Vse, kar lahko rečem, je to, da po moje bolj koleričnega lovca od tega, ki sem ga jaz danes spoznal, v Sloveniji ziher ni. Drugač pa na takih cestah makadamskih, z velik lužam, velik luknam, je kaj da se vozim, ne vem, kaj naj ti rečem, po enemu takemu zelo debelemu tepihu, zelo fajn. Kva pa, če bi preden začnemo vsem skupaj jaz povedal na 2 stvari v tem avtu? Čist sam zato, da obnovimo znanje, a prav? To se pravi, tistale zadeva z ogromnim napisom Toyota na zadku je pravzaprav že 8. generacija Hiluxa. In pazi zdaj to, ne samo, da jih je Toyota do zdaj naredila tam že 18 milijonov, tale pick-up je hkrati tudi najbolj prodajan pick-up v Evropi. In kar se siologa avtomoto uredništva tiče, se je z nota prvi spoznal moj urednik Jure Gregorčič, ki je kar dober preizkusil v Namibiji. Veš kaj, zdaj pa jaz malo noter, kje daš začel padati, prav, pa nisem najbolj zdrav. Ta prva ta sladka so vozne lastnosti na cesti. No tako je, jaz sem se s tem avtom iz Ljubljane pripeljal do Maribora in eno stvar sem opazil takoj, kabina je veliko tišja in zaradi tega posledično avto tudi dosti udobnejši. Mislim, ne tako, da je mehkejši, kar se podvozja tiče, ampak udobnejši. A veš, kaj hočem reči? A veste, kaj hočem povedati, no? Pač manj stresno je vse skupaj. In kar se tiče voznih lastnosti, moram priznati, da je ta novega Hiluxa s prejšnjim praktično nemogoče primerjati. Tok velik napredek je naredil v primerjavi s prejšnjo generacijo. Čeprav Toyotini inženirji niso naredili nekih velikih sprememb podvozja, je vodljivost dosti boljša oziroma na višji ravni in to se pozna že v ta prvem ovinku. A veš, pri ta prejšnjem Hiluxu je bilo jasno, ok, vozim pick-upa, moram ful prilagoditi vozni stil, da bo vse skupaj še znosno. Zdaj pri temu je pa zelo podoben, bom rekel, pri novi Navari ali pa mogoče celo pri Amaroku, zato ker je avto veliko bolj prijazen za tiste, ki bodo večino časa preživeli prav tukaj na asfaltu. Zdaj je to bolj teorija, ampak mislim, da tistih 120 novih točkovnih varov pri karoseriji tudi malo pomaga. Vse skupaj je malo bolj vzvojno, bi rekel, čvrsto. A se reče togo. Pa nima veze, no, avto se bolj špele. Druga ta sladka so pa njegove vozne lastnosti na terenu. Zdaj sem naredil že par krogov in moram reči, da za začetek se pozna že tista 30 cm oddaljenost avta od tal. Pojdite recimo malo po tehničnih podatkih Amaroka pobrskati, boste videli, kakšna je razlika in kaj pa to pomeni za vožnjo po terenu. Za tiste, ki ste pa hudobni vozniki in boste ta avto dejansko kdaj zapeljali tudi na hard teren. Valjda boste veseli tega, da ima avto še vedno reduktor, to je obvezna oprema, na zadnji osnovi, ma pa pizda. Na zadnji osi ima pa limited slip diff 100% zapora. No in če vsej tej fini teoriji dodaš vso to prakso, ki je Toyota uspela zbrati v vseh teh letih, odkar Hilux obstaja, pa je jasno, da ta avto na terenu že ne more biti tako švoh, a ne de? Pa ne samo to, njegova kolesa imajo v primerjavi s prejšnjo generacijo kar 20% več hoda. In to je veliko. Ta tretja ta sladka je pa kabina. Celoten ambient tukaj noter je izboljšan v skoraj vseh pogledih. Mislim, materiali so malo boljši, tale vmesnik dobro deluje, ker so ga vzeli iz drugih sodobnih Toyot in vse skupaj je na tako, za eno stopno višji ravni. Mater je temna slika. Zdaj ne me narobe razumeti, ne. Tukaj noter je daleč od tega, da bo jaz feeling isti, kot recimo v Mercedesovi S-klasi. A veš, vseeno morate imeti v mislih to, da je ta avto pravzaprav narejen za to, da je deloven stroj. In takšni se pogosto tudi umažejo. Zato mora biti nekatere površine pač bolj gladke, pa malo trše, da jih je lažje spucati. Tudi z vodo, če je treba. Pa se lahko, da se mi sam zdi, ampak jaz imam občutek, da se tudi sedi dosti boljš kot prej. Sedeži so dejansko udobni in ko sem se včeraj peljal iz Ljubljane proti Mariboru, se mi je zdelo, da bi se zlahka peljal še par 100 km. Ta četrta stvar, ki mi je pri tem avtu všeč, Hilux ni bil nikoli prav eleganten. Ampak hudirja! Se vam ne zdi, da je tole vse skupaj, kar se tled spredi dogaja, dosti boljš, ki je bilo prej, no? Lej, že če ga takole s profila pogledaš, ne zgleda kar malo tak zloben, tak rrrr. Lej to, se mi zdi, da mu je od sreče kar ena blatna solzica dol stekla. Kako romantičen. Pa lej to, no, že ko sem Tiguana tukaj peljal, je bilo isto. Pazi zdaj. Vidiš? Ta peta ta sladka. Ja, prostor. Kva pa drugega. A veš, tale keson je lahko pač od izvedbe, ki jo zbereš, ali je single cap, ali je double cap, dolg od tam metra pa pol, pa mislim, da do tam 2,2 metra. In to v bistvu pomeni, da bi lahko tudi Breza ali pa Nesterovič noter mal ajo, če bi bila sila. No, še 3 ta kisle. Ja, Daniela, najdu sem jih. A veš, Daniela je Toyotina PR-ovka, pa je rekla, a misliš, da boš sploh najdu 3 kisle pri tem avtu? Vsak avto ima kisle, brez skrbi.
Daniela, nekaj se smeti. Ta prva ta kisla, pragovi. Jaz se čisto razumem, ne, lej to, avto zaradi teh pragov izgleda tako, vsaj ne 5% boljš. Jaz sem recimo ful previden, je pa res, da sem tudi dosti štorast in vsakič, ko ven iz tega avta stopim, so moje hlače malo bolj umazane. Druga ta kisla je taka maza lase privlečena. V bistvu bi jaz moral Toyoto pohvaliti, ampak meni vsem smešen zgleda. Ne samo Toyota, tudi drugi avtomobilski proizvajalci probajo kakšne trde materiale, sploh plastiko, tako malo oplemeniteti s tem, da jim dajo noter šive. Čakaj, komotar, kako to misliš šive? Se to je plastika. My point exactly. A vidiš, takole to zgleda. Ampak da bi pa na bali travca rasla, pa tudi še nisem videl. Ta tretja ta kisla je pa taka, ki pa dejansko malo zmot. A veš, imaš vklopljene parking senzorje, ki ti pomagajo na vseh koncih avtomobila, ne? In ko se približaš oviri, ti schematsko avto ne pokaže, kje točno ta ovira je. Zdaj po eni strani jaz čisto razumem, zato ker se lahko tukaj zanašaš tudi na kamero. Ampak vseeno, kakšen schematski prikaz bi pa vseeno pasul. Bež van. A ne vem, kje njega iščem. Fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ok, to bo pa zdaj res trenutek resnice, le za to. Stari moj, upam, da se nisva zdaj zadnjič igrala skupaj. Če tole ni dober preizkus za to, a Samsung dela dobro v mokrem ali ne, zaenkrat še dela. Moker je zato odzivnost zaslona ni dobro. Aha, v redu je. Spredi je še ves moker, veš? Takšen pa takšen. Ampak zgleda, da dela. Zdaj pa da vidim, če tudi kliče. Kličem. Čau, a ti mene slišiš? A ti mene slišiš? Slabo? Ok. Važno, da me slišiš. Dobar, prihajam domov. Ja, ti bom pa razložil.